nisem več sama v studiu. Z mano je Mitja Terče, direktor Erasol.si oziroma Erasol podjetja. Dobro jutro. Dobro jutro. Nekaj časa te pa ni bilo. Ja, malo odsotnosti. Tvoje je tudi bilo malo. Ja, res je, oba dva smo malo bila odsotna, ampak zdaj si nazaj. Mitja, daj mi povej, še vedno drži vzdrževanje sončnih elektrarn, panelov? Je to še vse v teku? Vsekakor vse je še v teku, ne grejo. Mi gremo vsi na počitnice, v narekovaju počasi, paneli se pa še vedno, oziroma elektrarne je potrebno še vedno čistiti, vzdrževati, pregledovati, spremljati, nadzorovati, dograjevati, popravljati, tako da to vse se aktivno dogaja, še najbolj tudi poleti, ravno zaradi vremena. Ni zdaj slučajno prevroče za kakšne take stvari. Mislim, ni še niti vroče. Ne? Danes imava 17 stopinj, pa nekaj do 27. Idealna? Poskušamo čim prej priti na objekte, se pravi zjutraj zgodaj, da to večino čiščenja opravimo zjutraj, dokler so še temperature tako za panele kot za nas primerne. Drugače pa zelo malo vode porabimo, ki je segreta, tako da ne naredimo nekega šoka na panelih, ker to bi bila težava. Panel ima 70 stopinj, če ga bi z vodo 5 stopinjami recimo pošpricali, je pa veliko vode, bi se lahko kaj zgodilo, tako pa pride do panela že zelo, recimo, topla voda in ni tega. Zato pa pravim, predvsem zjutraj, ko so dnevi hladnejši, opravimo večino čiščenja. Ampak, Mitja, jaz sem tako rekla, pri vsakem šihtu se najde kakšna taka super anekdota ali pa en tak dogodek. A imaš kako tako zanimivo stvar za povedati, kaj vse si že doživel na strehi? Imamo, redno se nam dogajajo tako dogodki, ne dnevno, ampak vsak teden je kakšna taka lepa anekdota, recimo kakšna bolj studijska ali pa pisarniška je, da nekdo pokliče pa malo slabe volje jezen. Ja, zdaj imam elektrarno, kaj se vi greste, zdaj pa pričakujete, da jo še vzdržujem, pa čistim, pa pregledujem, pa meritve, pa zakaj se to, pa on to ne bi nikoli šel, čeprav mu elektrarna da, je strošek recimo 200 evrov, elektrarna mu pa daje 2-3 tisoč evrov na leto. Potem ga poprašaš, kaj si mogoče ti šel kdaj v avtosalon, pa nadrl unga tam prodajalca avtov, da ti ni povedal, da moraš avto prati, da moraš ga vzdrževati, da moraš iti na tehnični pregled, da ga moraš zavarovati, da moraš potem kak tudi reden servis narediti, pa kaj še najhuje, da ga moraš celo tankati, ko se voziš, pa menjavati gume. In a je to, se pravi, malo je tu taka anekdota, da je nekdo jezen poklical, kaj zdaj sem mislil, da bo to 15 pričakuje vse od njega. 15 let to primeru, pa bo on samo lepo nekako nabiral denar. Vsekakor svetujemo, da ne pustijo primeru, ker je lahko potem škoda večja. Tudi z terena so zelo kakšne zanimive zgodbe, ko vidimo, kaj se je zgodilo na strehah, da ne vem, kakšni paneli sploh niso pritrjeni, že več elektrarn se nam je zgodilo, da ni preprosto, si ga z mezinčkom dvignil in se čudimo, kako to veter ni odpihnil in potem paniko zaženemo, vse kaj lahko popravimo, kar na licu mesta sami uredimo, tudi za drugimi redno tisti ročni akumulatorski vrtalnik pa par sponk imamo vedno sabo za to, da popravimo, ampak predvsem to srečujemo na malo večjih objektih. Na hišah je tega zelo malo, na kakih poslovnih objektih se pa to kar nam presenetljivo dogaja, da ena vsaka 5. elektrarna najdemo kako tako, da ni je do preterjena, rečemo na 20, pa najdemo tudi kak panel, ko gledaš, koliko je ta panel sploh še na strehi in to je res nevarno. Če kakšna sponka manjka, je potencialno, če pa ni nobene z ničemer preterjen, tisti pa lahko res panel ima 20 kil, višina, veter, ostri robovi in to so tiste anekdote od potem pohojenih streh v celoti strani recimo konkurence, ko rečeš, kako se je to sploh delalo, zakaj niste reklamirali in podobni zadev. Tako da recimo fino je, ni samo čiščenje, je takrat tudi naša kontrola strehe, pa vse zabeležimo, naredimo poročilo in potem stranka lahko odreagira. Zato pravim, da je tudi fino, ker vse pogledamo. Dejstvo je, da jaz sigurno ne bom šla na streho gledati svoje elektrarne, ne? Da pač, mislim, niti ne vem, zakaj bi šla, zato je pa fajn, ne? Da se pač pokliče vas za vzdrževanje
In v bistvu imate potem zraven še ta cel podroben pregled. Ne? Tako je. Pri fizičnih osebah na hiši se mogoče elektrarna še vidi, pa je stranka malo vizualno, da je pogleda, čeprav od blizu zelo redka gre. Pri podjetjih je to, so bolj ravne strehe, na streho nihče ne hodi, ne gleda, podjetje je veliko, vsak ima svoje zadolžitve, ne vem, tam nek programer računalniški gotov ne gre na streho svoje firme pogledati, kaj se dogaja, ali pa računovodja, da bo pregledoval in pač včasih sploh ni nobenega zadolženega za to in avtomatsko se misli, da je to vse v redu, minevajo pa leta, pa ni nihče bil gor in pri podjetjih je res še bolj nujno, da nekdo pride pa temeljito pogleda od začetka do konca celo zgodbo. Zdaj, Mitja, jaz sem eno stvar še zasledila na vaši spletni strani. Imate tudi zaščito pred pticami in glodavci. Kaj to pomeni? Da zaščitimo, da pod panele ne prihajajo glodavci. Sicer je to kdaj tudi misija nemogoče in ptiči, ker najdejo luknjo. Pomeni, da zelo enostavno pritrdimo, se pravi nič ne vijačemo na panele, ravno zato, da ohranimo garancijo, ker kakor bi kako luknjico zvrtali, je konec garancije panela. Pritrdimo tako resasto kovinsko mrežico okrog celega roba panelov, kar pomeni, da v večini primerov najbolj normalne ptiče in glodavce preprečimo, da pridejo pod panel. Se ni težava, da sam pride pod panel, potem začnejo tam gnezditi, glodati nekaj in podobno in potem lahko pride do kakšne škode, se pravi se kabel pregrizne, pride do kratkega stika in je potem črni scenarij požar, se pravi pri gospodinstvih to redko, ker imajo optimizatorje in se bi načeloma elektrarna ustavila, ampak že če ni samo kratek stik, spoj, treba spet iskati, kje je problem, reševati zadevo in so to nekako nepotrebni stroški in tam, kjer jih imajo, to je pa recimo nekje med 5% elektrarn se nahaja na takih območjih, kjer je to smiselno dograditi na okvir panela, se pravi bod elektrarne. Ok, Mitja, mi da bova zdaj naredila malo pauze, potem pa bova še šla na termografijo, če lahko. Seveda. Odlično. Evo, pa smo že nazaj in z mano je direktor Erasol podjetja za čiščenje in vzdrževanje sončnih panelov, Mitja Terče, pozdravljen še enkrat. Pozdravljeni. Kak si? Dolgo se nisma videla, ampak dan smo pa zdaj že kar nadoknadila. Tako je, aktivno poletno štartamo, tako je pred pravo vročino midva zagrejemo na teren. Res je. In ko sva že ravno pri terenu, povedala sva, da redno vzdrževanje in čiščenje sončnih panelov je nujno potrebno. Zdaj sva povedala tudi nekaj malega o sami zaščiti pred pticami in glodavci. Pa še vseeno bi jaz imela vprašanje glede termografije. Kaj točno to je, zakaj je to potrebno in kako se to rihta? Se kdaj laično predstavlja termografija, da je nekdo ali pa inštrument, ki ga imaš, da kaže temperaturo, on ne kaže temperature, ampak sevanje. In ki je včasih varljivo in zato je treba, da nekdo, ki te inštrumente dela z njimi pozna. Naprimer, če sprejmaš zraven plastika, kovina, bo inštrument izmeril neverjetno visoko temperaturo na enem elementu, pa nizko na drugem in potem boš lahko lažno rekel, da se nekaj segreva, čeprav je samo kovina odbija bistveno bolj žarke. Zato pravim, da je nekdo, ki je potreben biti izobražen, da veš, kaj je. Mi imamo vse licence mednarodne za termografijo, hkrati smo tudi piloti dronov, kar pomeni, da dve stvari uporabljamo, ročno termokamero in termokamero na dronu. Ročno, da pregledamo osnovne elektroinštalacije, predvsem omarice. Imamo izkušnje, kjer sumimo, da nekdo tudi ni tega kvalitetno naredil in je prišlo do vžiga. Kaj pomeni s termokamero, lahko preventivno ugotoviš, če se kakšen del segreva, ki se ne bi smel segrevati. Se pravi, vedno, ko elektrarna proizvaja, ko elektrika teče čez žice, je normalno, da se žice segrevajo. Lahko tudi tam do recimo nekje 60 stopinj, če to močno in s polno obremenitvijo dela, nikakor pa ne več. In nekdo izkušen termograf pogleda in reče, da tole je pa nekaj preveč, to pa zna, prihaja do problema, tule bi pa morali biti toliko in nekako naredi poročilo, kjer pove, a je treba urgentno, a je nujno, ali je res počas treba to stvar odpraviti, primerja s svojimi izkušnjami v preteklosti, kaj je bilo, ne vem,
lani, ko je pregledoval oblek, kaj je napodobne, v marci videl in po izkušnji ugotovi, da je nekaj odstopa in s tem lahko preprečiš neko nadaljno škodo. Druga stvar je pa recimo, se pravi, to bi bil ročni del, drugo je pa z dronom, kjer pa preletiš elektrarno in preveriš vse panele, če je na kakšni panelu odstopanje, kar pomeni, da bi se neka celica segrevala, to pomeni, da nastaja vroča točka. Kaj je posledica vroče točke? Lahko je okvara v panelu na celici, lahko se je, ne vem, pokakal ptič, pa se zaradi tega celica segreva. Ali pa, kaj smo že rekla, čebelji kakec. Ta je ponavadi tako mali, da ni nujno, da bi bil ptič, je lahko večji, se pravi, ali pa kaj nekaj zapečenega umazanija na določeno celico, tam se celica se pravi segreva in zdaj, če umazanija, je potrebno očistiti, da ne pride do težav, če je okvara na celici, je treba panel zamenjati. Kaj se v naslednji fazi? Celica se pregreva in na zadnji strani panela je plastična folija. Ta folija, če se bo celica pregrevala, bo z časom odstopila. Ali pa malo tako balonček se bo naredil, to, ko recimo kadar z rokam nekaj nalepimo, kako nalepko. Ko pride luft noter, ja. Pa luft noter, ja, tako rata zadaj in potem, ko je zrak zadaj, začne se čez čase ob spremembi temperature nabirati vlaga, kondens in ko ta kondens pride do električnih elementov, lahko zagori, se pravi, imamo ta element. Zato je potrebno nekako v normalnem času ukrepati in odpraviti to zadevo in to recimo prepoznamo z termokamero in termalnim pregledom. Moramo priti na lep sončen dan, pravočasno, idealno zjutraj in pogledamo, če se kaj dogaja. Lahko je to že od začetka, se pravi, mi vedno pri tistih elektrarnah, ki jih mi ali smo zgradili ali se dograjujemo, ob koncu, ob primopredaji še pregledamo panele s termokamero, da je vse BP, ali pa po parih letih, da se potem ponovno pogleda, ali pa tam, ko se še nikoli ni, ravno zato, da se vidi, da je kakšno odstopanje. No, pa če sva zdaj recimo že pri skorajda začetku poletja, kdaj je najbolj primeren čas za čiščenje, vzdrževanje? So poletni meseci, recimo, da vas jaz zdaj naročim, boste prišli ali boste rekli, Maruša, mi smo pa na dopustu, poletje ni pravi čas, je prevroče? Ne, pridemo zdaj, idealni čas je nekje spomladi do sedaj junija, da se paneli očistijo, predvsem z razloga, eno je vročine, drugo je pa, ker je pred nami eno odlično obdobje proizvodnje panelov. Se pravi, ti, ko greš, ne vem, ali smučati, si prej smuče pred zimo urediš, ali ko greš, ne vem, na karkoli kolesarsko dirko, prej pripraviš kolo. Tako je pa glavna sezona za proizvodnjo junij ali pa maj, junij, julij, avgust pa september. In zato je fino pred sezono ali pa na začetku te sezone urediti opremo. Zato je fino zdaj še vedno in tudi del poletja. Bolj, ko gremo proti zimi, nikoli ni prepozno, ampak prihajamo v mesece, ko bojo paneli vedno manj delali, zato jih je fino zdaj pripraviti za polno sezono in zato je recimo pomlad, začetek poletja idealen čas za to, nikoli pa ni prepozno, mislim. Ravno sem hotela reči, ampak za nas zamudnike pa še vseeno lahko recimo naročimo tudi zdaj v tem času čiščenja. Vsekakor sploh tam, kjer so paneli recimo pod naklonom manj od 15 stopinj ali pa 15 in manj, kaj tam se na robovih res opažamo že po letu dni ali pa tam, ko je 5 stopinj, že po letu dni skoraj prepozno, ker se na robu nabere nekaj, voda zastaja na robu panela, se nabere nekaj centimetrov umazanije, ta umazanija se zažere v steklo in to steklo rata motno in umazanijo očistimo, stekla ne spravimo več nazaj v življenje. In tako zato pravi, nikoli ni prepozno, delamo tam, kjer so paneli pod res nizkim naklonom, kar predvsem poslovni objekti, nadstreški, ravne strehe na hišah, tam je nujno in bolje prej poklicati, kot da še celo poletje sonce zapeka to umazanijo in potem bo panel steklo trajno motno, cela elektrarna bo trajno manj delala in to potem ni rešitve, zato ni več garancije za panel, pozabimo lahko, ker tako smo rekel, kot da avto, ki zahteva letni servis zaradi garancije,
pridete čez 3 leta, ker se vam je nekaj pokvarilo, bojo pogledali garancijski list, rekli hvala lepa in bo spet tisti jezen pogovor, ko smo ga imeli, ko sem ga prej omenil. Ja, in da se izognete tem jeznim pogovorom, vseeno lahko kliknete na aerosol.si in povprašate tudi njihovega Erosa, kaj se dogaja in kdaj se lahko naročite na čiščenje, vzdrževanje ali kar drugega vas seveda zanima. Mitja, hvala lepa za tole gostovanje, pa pridi še kaj hitro. Hvala tebi, bom poslal kar umetno inteligenco Erosa, pa da ne on pride pa odgovarja tebi na vprašanja. Evo, hvala lepa in se vidimo kmalu.